Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Medtem ko se politični vrh in še posebej vladajoča stranka SMC že cel teden ukvarjajo z usodo enega nezakonitega prebežnika, je časopis Dnevnik danes postregel z novico, da imajo pacienti v več slovenskih krajih težave, ker si ne morejo izbrati osebnega zdravnika. Cerarjeva ministrica Milojka je namreč omejila število pacientov na zdravnika. Ahmad Šami je medtem še vedno v bolnišnici. Vi pa gledate oddajo VV Faktor, resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali izbrisani številka 2. 18 let po izbrisu 18 tisoč nekdanjih podjetnikov še vedno išče svojo pravico in ukradeni 2 milijardi evrov. V zadnjem delu oddaje pa, zakaj nimamo selektorja? Slovenska nogometna reprezentanca je še vedno brez selektorja. V današnjem VV Faktorju bomo pod drobnogled vzeli 18-letno kalvarijo preko 18 tisoč nekdanjih podjetnikov oziroma družbenikov kapitalskih podjetij, ki jim po Gasparjevem zakonu iz leta 1999 sodišče rubijo osebno premoženje, njihovo in njihovih družinskih članov. Poglejmo. Mojca Škof je ena izmed več 10 tisočih, ki jim danes rubijo plače, pokojnine ali premoženje za poplačilo dolgov izbrisanih podjetij. Pred 18 leti so 4 zaposleni z direktorjem na čelu odkupili vsak po 12% mariborskega družbenega podjetja DTS5. Večinski 51% lastnik pa je ostalo krovno hrvaško špeditersko podjetje. O poslih je odločalo vodstvo. Leta 2000 je prišlo do izbrisa podjetja, 6 let zatem pa šok. Kaj se je torej zgodilo? Da bi zajezil finančno nedisciplino, je parlament leta 1999 po hitrem postopku sprejel zakon o finančnem poslovanju in v njem predvidel izbris nedelujočih podjetij. Plačilo obveznosti teh podjetij pa prenesel na družbenike oziroma lastnike. Prizadeti danes dokazujejo, to je v nasprotju s korporacijskim pravom. Dalje, nihče od družbenikov ni bil povabljen na sodišče, nobenemu niso bile vročene odločbe o izbrisu. Pristojni finančni minister, pod katerim je zakon nastal, je bil takrat Mitja Gaspari. Zakon je spisala tako in drugače dobro znana avtorica preštevilnih zakonov Nina Plavšak. Nobeden od njiju ni želel ničesar pojasniti pred kamero. V oddajo smo povabili profesor dr. Šimeta Ivanka, strokovnjaka za korporacijsko pravo, ter gospoda Milana Cizla, podjetnika in člana upravnega odbora civilne iniciative nasilno izbrisanih podjetij. Oba toplo pozdravljam. Lep pozdrav. Profesor Ivanko, kaj za vraga je zakon o finančnem poslovanju podjetij? V Sloveniji imamo poskuse izbrisa fizičnih oseb, imetnikov, hranilnih vlog, pa tudi podjetnikov. Rad bi samo dodal, 18 tisoč družb je bilo izbrisanih oziroma pravnih oseb. To pomeni, da je bistveno večje število prizadetih fizičnih oseb, družbenikov, ki so zaradi zakonske določbe morali prevzeti dolgove izbrisanih družb. Tako da računamo, da je približno 40 do 50 tisoč prizadetih, 18 tisoč pa je pravnih oseb. In zdaj, če vzamemo, da je v družbi bilo 3, to pomeni, da je bistveno večje število prizadetih kot pa izbrisanih subjektov. Kaj pa glede tega zakona, na podlagi katerega se je to zgodilo? Lahko nam kaj več poveste o tem zakonu? Najprej bi rad povedal, dovolite mi, da povem zaradi medijskih poročil, da se borim proti zoper ta zakon več kot 18 let, zaradi tega, ker sem prizadet. Izjavljam, da jaz in člani moje družine nismo prizadeti z tega zakona in da nimam nobenega materialnega interesa, ampak formalno sem bil involviran v ta zakon zaradi tega, ker je v ta zakon vnesena določba iz zakona gospodarskih družb, katerega se pa jaz avtor, in ta določba je namenjena čisto drugi funkciji v zakonu gospodarskih družba in ne prizadeva nobenega, vendar je zakon o finančnem poslovanju podjetij prevzel to določbo, ki sploh ne spada kot neka oblika sankcioniranja česarkoli, temveč prostovoljna volja družbenikov, da likvidirajo svoje podjetje za izjavo pri notarju, s tem, da se
zavežejo, da bojo v roku enega leta plačali tiste dolgove, ki jih eventualno niso poplačali pred izbrisom. To razumem, ampak ta zakon, ta Gasparjev zakon je pa v bistvu administrativno izbrisal vsa ta podjetja, ne? Ja, on je enostavno izbrisal vsa podjetja in je zakonom določil, da se uporabljajo posledice, ki so določene v ZGD-ju za prostovoljno likvidacijo družbe. Razumem. In to je najtežji problem in najtežja napaka zakonodajalca. A vi poznate še za kak tak primer ali pa podoben v svetu? Pravkar smo zaradi priprav za razprav pred Visokim senatom Strasbourškega sodišča analizirali od 10 držav na Balkanu in pa v okolju. Nobena država ne pozna takšne rešitve. Pozna sicer izbris, vendar pa nobena ne določa, da pri izbrisu morajo družbeniki oziroma ustanovitelji plačati obveznosti izbrisane družbe. Rad bi povedal, da v zakonu pravzaprav izrecno piše, da obveznosti morajo prevzeti družbeniki oziroma delničarji, kar je neobičajno, vendar pa sodišča niso upoštevala to določbo zakona, temveč so objavljala v uradnem listu ustanovitelje. In v času izbrisa vrsta ustanoviteljev niso imeli statusa družbenika, niti statusa delničarja, kljub temu pa so padli v situacijo, da morajo plačevati obveznosti. Razumem. Preden še gospoda Cizla povabiva v debato, predlagam, da pogledamo, kdo so bili po mnenju naših sodišč aktivni družbeniki, ki naj bi bili z lastnim premoženjem soodgovorni za dolgove izbrisanih podjetij. Med primeri teh aktivnih družbenikov civilna iniciativa izbrisanih podjetij izpostavlja med drugim primer skladiščnika, ki mu je podjetje ob upokojitvi poklonilo nekaj delnic, po upokojitvi in kasnejšem izbrisu podjetja pa so upniki od njega terjali plačilo dolgov. Ali primer nekdanjega družbenika podjetja, ki je delnice prodal še pred izbrisom podjetja, sodišče pa ga je kljub temu pripoznalo za pravnega naslednika in proti njemu tečejo 3 izvršilni postopki. Gospod Cizl, vaše podjetje je bilo tudi izbrisano, ne? Čeprav ste imeli 13 zaposlenih, bili likvidni, normalno poslovali z dobičkom, imeli 1 milijon evrov premoženja ob izbrisu. Nam lahko malo poveste, kako je to izgledalo v vašem primeru? No, naš primer je bil recimo ekstremne vrste in zagotovo zakonodajalec ni predvidel, da se lahko tak primer zgodi. Skratka, ta primer samo še dodatno ilustrira, kako z neznosno lahkostjo je zakonodajalec pravzaprav s tem zakonom nastopil, ne da bi preanaliziral vse možne scenarije, ki so se v praksi potem dogajali. Torej, naše podjetje je poslovalo brez vsakih motenj, tekoče poslovanje, kakršno si lahko pravzaprav samo želimo. Imelo je samo eno pravzaprav formalno težavo in sicer nek tako rekoč banalen spor, ki se je na sodišču vlekel 12 let in ta spor je bil ravno o sestavi družbenikov, ker eden od prejšnjih družbenikov je vložil neko tožbo glede sestave skupščine in tako naprej. Skratka, neka po domače povedano neumnost, ki bi jo v normalnih pogojih vsako sodišče že čez karavanke rešilo v 2 narokih ali pa kaj takega. Pri nas je to trajalo 12 let, mi pa zaradi tega spora nismo bili v stanju predložiti registru sodnemu predpisanega novega sklepa skupščine, ki je bil po tolikih letih poslovanja predpisan. Posledično je pa register podjetje izbrisal, obenem pa še dobro vedoč, da podjetje normalno posluje, kajti spor, ki je se na sodišču zadrževal 12 let, se je pravzaprav reševal eno samo nadstropje niže pod registrom. Tako da to je pa še posebej vrste aroganca. Mi natančno vemo, da je register natančno poznal primer in vedel, da je ta primer v reševanju nadstropje pod njim. V isti hiši, tako rekoč, isti ljudje so o tem odločili. Tako je, v isti hiši. To vse se je dogajalo pod isto streho. Skratka, mi smo bili v polni poslovni kondiciji izbrisani iz registra. To pa pomeni, da je potrebno speljati postopek likvidacije, ljudi poslati na zavod. To si predstavljajte, kaj pomeni, ne? Vi normalno poslujete, ampak od jutri naprej ne smete poslovati. Višek arogance je pa v tem, da v trenutku izbrisa vi ne dobite
po takrat niste bili niti obveščeni o tem. Tolmačenju. Seveda, vi ne dobite niti tako imenovanega tretjega sklepa, pač pa vas register kratko malo izbriše in pošlje obvestilo o izbrisu v objavo v uradnem listu. Ker pa uradni list seveda ne čaka na vaš primer, ampak ima svoj prostor zapolnjen, pomeni, da pridete slučajno na vrsto čez 2 ali 3 mesece, da boste objavljeni v uradnem listu in tam boste šele obveščeni, da ste izbrisani. In vi ste vmes poslovali, ne? Mi smo pa seveda ne vedoč, da smo izbrisani, kajti sklepa nismo nikoli prijeli, smo mi normalno poslovali, kar se je pa kasneje pokazalo še za dodatno težavo, namreč bili smo obtoženi za poslovanje na črno. Si lahko predstavljamo, da pravzaprav ta zgodba se vleče do neskončnosti in nima konca, to se pravi, normalen razum tega kratko malo ne more dojeti in je pravzaprav na meji verjetnega vse skupaj. Jaz se kar strinjam s to vašo ugotovitvijo. Ja. Profesor Ivanko, vi ste pravni strokovnjak za korporacijsko pravo in tudi sicer. Kako to komentirate? Kaj to pomeni za stanje pravne države v Sloveniji? Tak način, bi rekel, izbrisa enega čisto normalnega delujočega podjetja in vse posledice, ki jih to za sabo potegne, kot smo zdaj slišali gospoda Cizla, od, ne vem, revizij, dela na črno in tako naprej. Rad bi omenil, da v konkretnem primeru je ta zakon sprejet zaradi tega, ker pravosodje ni opravilo dolžnosti po zakonu o gospodarskih družbah in tudi po takratnem zakonu o stečaju in prisilni poravnavi, ki veljal. Namreč treba povedati, da je zakon o gospodarskih družbah, ko je bil sprejet 1993. leta, predvidel, da nedokapitalizirane družbe, neusklajene družbe, ki so bile ustanovljene po zakonu o podjetjih bivše Jugoslavije in se niso uskladile v 90 dneh oziroma do 1995. leta, so bila dolžna sodišča, da izvedejo postopek likvidacije ali pa postopek stečaja, brez teh posledic, ki so pač nastale. Ampak sodišča tega niso delale, ne? Ja, sploh niso spoštovala zakon o gospodarskih družbah in je 1997. leta ponovno državni zbor sprejel novelo zakona o stečaju in prisilni poravnavi, ki je enako določil pravosodje, da mora likvidirati oziroma sprožiti stečaj nad tistimi družbami, ki niso odgovarjale predpisom. Vendar slovenska sodišča niso niti v enem primeru spoštovala to določbo. Da bi se to odpravila, ta zaostanek in pa tudi ta napaka v bistvu pravosodja, je 1999. leta bil sprejet ta zakon. Tako da ta zakon na nek način pomeni legalizacijo opustitve dolžnosti pravosodja. To lahko preprosto rečemo tudi zaradi tega, ker v vseh pritožbah in zahteva za presojo ustavnosti, ki je bilo vedno sproženo s strani pravosodja, konkretno, je vedno poudarek, da sodišča enostavno to breme likvidacije in pa stečaja po uradni dolžnosti ne morejo, ker so preobremenjena. To pomeni, da zaradi opustitve ene zakonske dolžnosti državnega pravosodja praktično tisoče in tisoče izgubljajo eksistencialno premoženje. In to 18 let, oziroma ne 18 let, ker uspeli smo 2011. leta, da se na profuturu v bodoče to ukine. Vendar tragedija tega celotnega sistema je, da kljub temu, da je skupina pravnikov, skupina prizadeti, vedno želela spostaviti kontakt z politiki, z odgovornimi ljudmi. Edini v 18 letih sem uspel priti na razgovor z ministrom Vizjakom, ki je takrat tudi pristal, da 2007. leta poskušamo odpraviti posledice. Vendar je pravosodje takoj nakon par dni, ko je zakon stopil v veljavo, zahtevalo od ustavnega sodišča ustavno presojo, ja. Presojo, ki je bila negativna. Enako se ponovilo 2011, s tem, da smo imeli en delni uspeh, da je ostal en člen v veljavi, ki pa je dokinil v bistvu
to prenos obveznosti. Razumemo, profesor Ivanko. Se pravi, imamo situacijo, v kateri slovenska sodišča ne spoštujejo zakonov, ki so bili sprejeti, in namesto tega forsirajo sprejem zakona, ki potem postavi izven zakona nič hudega pošteno živeče ljudi. Vrnemo se po oglasih, ko bomo nadaljevali s komentiranjem ene največjih politično-pravnih prevar od osamosvojitve dalje.